V Izraelu v odštevanju do naslednjih volitev, ki se morajo zgoditi do konca oktobra, lahko pa tudi prej. Zdaj je Benjamin Netanjahu pravkar delil video pred pomembno lokalno nogometno tekmo nocoj med Hapoelom iz Berševe in Bejtarjem. Jeruzalem, kjer je pokazal tudi svoje nogometne spretnosti in se pošalil o tem, kar imenuje težka izbira med prestolnico Izraela in prestolnico Negeva. Hkrati pa ni želel povedati, kdo misli, da bo zmagal. Poglejte si. Kaj mislite o nocojšnji tekmi? Wow, težka izbira med prestolnico Izraela in prestolnico Negeva. Pravijo, da imam svojo preferenco, ampak je ne bom razkril. Torej, z veseljem v studiu pozdravljamo političnega analitika Dila Hoffmana. Dil, hvala, da ste ponovno z nami v studiu. Benjamin Netanjahu je zaradi svojega zdravja pod drobnogledom seveda po javni objavi, da je uspešno prestal zdravljenje raka na prostati. A mnogi so bili radovedni in so se spraševali, kako je izgledal, ko se je pojavil v nedavnem intervjuju za 60 Minutes. Hkrati smo ga pravkar videli, kako brca nogometno žogo. Kakšno je vaše mnenje o tem, kako dobro se premier trenutno drži glede zdravja? Kakšen je vaš občutek? No, Netanjahu ni izgledal najbolje, ker je opravil intervju brez ličil, intervju, ki je trajal več kot 1 uro. In intervju, ki traja več kot 1 uro, je izziv za vsakogar, vam lahko povem. Ampak tudi sam se je potrudil objavljati takšne videoposnetke, kot je tisti, ki ste ga pravkar pokazali, z nogometno žogo, da bi pokazal, da je v popolnem zdravju. Čeprav je star 76 let in ima za sabo zelo naporno kariero. Ampak če bodo volitve prestavljene z uradnega datuma 27. oktobra na september, potem bodo torej pred njegovim rojstnim dnem, 21. oktobra. Morda mu to celo koristi. No, zagotovo bi mu. In to odpira vprašanje o tem, kdaj bodo volitve dejansko potekale. In seveda je tukaj še predlog zakona za razpustitev Kneseta na pobudo opozicije. Ampak pred seboj imate pismo, ki nakazuje, da opozicija ni edina, ki si želi trenutne razpustitve parlamenta. Kakšen je vaš občutek? Kaj nam lahko poveste o tem dokumentu, ki ga trenutno držite v rokah? Na, Benita, danes je bil zelo dramatičen dan, saj je vodja stranke Degel Hatora, litovske veje United Torah Judaism, danes sklical svoje člane Kneseta. Bil je jezen, ker je Netanjahu prelomil obljubo, da bo v tem zasedanju Kneseta predstavil zakon, ki bi ultraortodoksnim omogočil izogibanje vojaški službi. In povedal jim je, da je čas, da gredo. V tem pismu piše, da Netanjahuju več ne zaupa. In to bi lahko resnično zrušilo vlado za kakšen mesec, nekoliko prezgodaj. Čeprav bi to lahko na koncu pomagalo tudi Netanjahuju, saj lahko reče, postavil sem se po robu ultraortodoksnim. Nisem jim dovolil, da bi se izognili vojaški službi. In to bi lahko bilo priljubljeno pri njegovih volivcih Likuda. In vsakdo lahko pove svoje mnenje. Ultraortodoksni imajo nekoga, ki ga lahko okrivijo, ker zakon ni bil sprejet. Kasneje je prišlo do razkritja, da je rabin Landau Netanjahuja označil za prevaranta in lažnivca. In lahko se zgodi, da bo Netanjahu dejansko sam prestavil volitve na zgodnejši datum. To je pred nekaj minutami v hebrejščini poročal i24 News v angleščini. Da če ga bo kdo spravil z položaja, bo on tisti, ki jim bo pokazal, jaz bom odločil, kdaj bodo volitve. In lahko se odloči že naslednji teden, da bo glasovanje o razpustitvi Kneseta predlagala njegova stranka Likud. Kako bi mu to pomagalo? To bi lahko pomenilo, da volitve ne bi bile oktobra. Ne vem, če obstajajo kakšni Izraelci, ki ne znajo ločiti med oktobrom in septembrom in ne bodo mislili, da je oktober po septembru. Ampak morda pa taki ljudje obstajajo. In če imate volitve 1. septembra in 15. septembra, 15. septembra 2 dni po Roš Hašani, kar je zelo dober čas za ultraortodoksne, da pripeljejo več svojih ljudi na volitve, so člani njegovega bloka. To bi lahko pomagalo Netanjahuju, da dobi več glasov za svoj blok. Zagotovo se sliši, kot da se obroč zateguje, ko vidiš, kako različne stranke javno nastopajo. Vemo, da bo Jair Lapid govoril nocoj. Kaj se še dogaja? Kaj nam lahko poveste glede potez opozicije v tem trenutku? Torej, naravnost proti severu po tej cesti na sejmišču Telbi poteka predstavitev nove stranke Skupaj, ki jo vodita Lapid in Bennett. In Lapid je pravkar govoril, Bennett pa govori prav zdaj, medtem ko se pogovarjamo. In v svoji uvodni predstavitvi, ki sem jo prejel od svojih virov v stranki Skupaj,
je Lapid govoril o tem, kako je žrtvoval nekaj, da bi prinesel upanje ljudem Izraela. In da verjame v Beneta, da bi moral biti Benet vodja, kar je zanj veliko, da to reče. Trenutno je vodja opozicije. In prav tako je poudaril, da je danes rojstni dan tako Lapidove žene kot Benetove žene. No, to je zagotovo zanimiva informacija. Želim se vrniti k glavni temi, o kateri smo govorili, torej o zdravju in starosti Benjamina Netanjahuja. Medtem ko ste govorili na zaslonu, smo videli Naftalija Beneta, njegovega največjega tekmeca, tako rekoč, kot potencialnega prihodnjega predsednika vlade. Star je 54 let. Ali je to trenutno pomembno za volivce? Izkušnje proti mladosti in morda novi energiji v tem trenutku. No, na poti sem šel skozi soseske Likuda in tam so bili plakati z sliko Beneta, na katerih je pisalo, da pravi likudniki volijo Beneta. Torej se skuša predstaviti kot mlajša različica Netanjahuja, kot nekdo, ki zna govoriti tudi s svetom in je prav tako desničarski kot Netanjahu, da ponudi alternativo. To je strategija, o kateri bo odločil volilni dan, bomo videli, ali bo delovala. Vsekakor bomo vsi spremljali, kako se bo vse to odvijalo in zdi se, da se lahko v prihodnjih mesecih zgodi še veliko več stvari. Spremljali bomo, kako se bo vse skupaj razvijalo. Gil Hoffman v studiu v živo. Najlepša hvala, da ste bili tukaj z vašimi pismi in posodobitvami. Cenim, da ste bili tukaj v oddaji Rundown.